Četrto poglavje. Osvobajanje od nezavednega stanja. Bistvo je, da svoje življenje ozavestite v povsem vsakdanjih okoliščinah, ko vse poteka bolj ali manj brez zapletov. Na ta način krepite zavestno navzočnost. V sebi in okoli sebe ustvarjate močno energijsko polje visokih nihajnih frekvenc. V takšno polje ne more prodreti nobena neozaveščenost, nikakršna negativnost, nesoglasje ali nasilje, prav tako kot tema ne more preživeti v navzočnosti svetlobe. Ko se boste naučili opazovati in biti priča, prisluhniti lastnim mislim in čustvom, pomišljaj, kar je bistveni del zavestne navzočnosti, utegnete biti presenečeni, ko se boste prvič zavedali v narekovajih statičnega ozadja, običajne neozaveščenosti. Spoznali boste, kako redko kdaj, v oklepaju če sploh, se počutite resnično lahkotne. Na miselni ravni se boste morda še naprej precej upirali, s presojanjem in z nezadovoljstvom vas bo skušal odvrniti od sedanjega trenutka, od zdaj. Tudi na čustveni ravni boste v ozadju morda doživljali nelagodje, napetost, naveličanost in razdraženost. Zapomnite pa si, da sta to le dva vidika uma. Pomišljaj, dve obliki njegovega upiranja. Opazujte, kako se z nepotrebnimi sodbami, z upiranjem temu, kar je, in z zanikanjem sedanjega trenutka porajajo v vas nelagodje, nezadovoljstvo in napetost. Vse, kar je neozaveščeno, izgine, ko to osvetlite z lučjo zavesti. Ko se boste naučili, kako osvetliti običajno neozaveščenost, bo luč vaše zavestne navzočnosti zasijala še močneje in veliko lažje se boste spoprijeli z globoko neozaveščenostjo, kadarkoli boste začutili, da vas ta vleče v svoj vrtinec. Vendar pa običajne neozaveščenosti sprva ne boste prepoznali prav zlahka. Pomišljaj, je namreč nekaj zelo vsakdanjega. Naj vam preide v navado, da z samoopazovanjem pozorno opazujete svoje miselno in čustveno stanje. Najbolje, da se pogosto vprašate, ali sem ta trenutek sproščen? Ali pa, kaj se ta trenutek dogaja v meni? To, kar se dogaja v vaši notranjosti, naj vas zanima vsaj toliko, kot vas zanima dogajanje okoli vas. Če bo vaša notranjost urejena, se bo to odražalo tudi v okolici. Prvotna resničnost je znotraj, zunanja resničnost pa je drugotna. Toda nikar ne hitite odgovarjati na ta vprašanja. Najprej se povsem zazrite vase, osredotočite se v svojo notranjost. Kakšne misli vam rojijo po glavi? Kaj čutite? Osredotočite se v telo. Ali je morda napeto? Potem, ko boste zaznali, da je v vas še vedno nelagodje, tiste statičnosti v ozadju, si oglejte, na kakšen način se izogibate in upirate življenju. Kako zanikujete ta trenutek, pomišljaj in s tem življenje. Ljudje se nevede upirajo sedanjosti na nešteto načinov. S prakso se bo moč samoopazovanja samo še okrepila. Veliko lažje in uspešnejše boste znali motriti svojo notranjost. Bodite povsem navzoči, kjerkoli že ste. Živite stresno? Ali se vam tako zelo mudi priti v prihodnost, da vam sedanjost postaja samo še sredstvo za dosego prihodnosti? Stres se pojavi, kadar smo v narekovaju tukaj, a si želimo biti v narekovaju tam. Ali pa kadar smo v sedanjosti, želimo pa si biti v prihodnosti. Ta razcep razdvaja vašo notranjost. Morda veliko pozornosti namenjate preteklosti?
Ali se pogosto pogovarjate in razmišljate o njej, pomišljaj, naj bo lepa, dobra ali slaba? Ali dostikrat obujate spomine na svoje velike dosežke, na dogodivščine ali izkušnje, na strašne stvari, ki so se vam zgodile, na zgodbe, ki potrjujejo, da ste bili žrtev, ali pa na to, kaj ste nekomu naredili? Ali to premišljevanje zbuja v vas občutek krivde, ponosa, zamere, jeze, obžalovanja ali samopomilovanja? V tem primeru ne le krepite lažno občutje jaza, temveč v telesu tudi spodbujate in pospešujete proces staranja, saj v duši kopičite preteklost. Opazujte znance, za katere veste, da so močno navezani na preteklost, in se prepričajte o resničnosti teh besed. Vaša preteklost naj z vsakim trenutkom umre. Ne potrebujete je, nanjo se ozrite le, kadar je res pomembna za sedanjost. Začutite moč zdajšnjega trenutka in polnost bitja. Začutite svojo navzočnost. Ste zaskrbljeni? Ali velikokrat pomislite, kaj pa če? Če je tako, se istovetite za svojim umom, ki se prestavlja v namišljene situacije v prihodnosti in s tem ustvarja strah. Toda s temi situacijami se ne morete spoprijeti, saj ne obstajajo. So le izmislek uma. To zmedo, ki razjeda vaše zdravje in življenje, lahko stavite preprosto tako, da sprejmete sedanji trenutek. Zavedite se lastnega dihanja. Občutite zrak, ki stopa v vaše telo in ga nato zapušča. Občutite svoje notranje energijsko polje. Vse, kar morate postoriti v resničnem življenju, pomišljaj v nasprotju z namišljenimi projekcijami uma, je v tem trenutku. Vprašajte se, kakšno v narekovajih težavo imate prav ta trenutek, ne pa naslednje leto, jutri ali čez 5 minut. Kaj je narobe s tem trenutkom? S sedanjim trenutkom se vedno lahko spoprimete, nikoli pa se ne morete spoprijeti s prihodnostjo. Pomišljaj, pravzaprav vam tega niti ni treba. Odgovor, moč, pravilna odločitev ali rešitev vam bodo vedno na voljo tedaj, ko jih boste potrebovali. Pomišljaj, ne prej in ne pozneje. Ali nemara sodite med tiste, ki čakajo, v narekovajih, iz navade? Koliko življenja preživite v čakanju? To, čemur pravimo v narekovajih čakanje v malem, je čakanje v vrsti pred poštnim okencem, prometnem zastoju, na letališču ali pa čakanje na prihod nekoga, na dokončanje dela in podobno. V narekovajih čakanje v velikem pa je čakanje na naslednje počitnice, na boljšo službo, na to, da bodo otroci končno odrasli, na osrečujoč partnerski odnos, na uspeh, velik zaslužek, na to, da postanemo pomembni, razsvetljeni in še kaj bi se našlo. Prav nič ni nenavadno, da veliko ljudi vse življenje preživi, čakajoč na to, da bodo začeli resnično živeti. Čakanje je stanje uma. V bistvu pomeni, da si želite prihodnosti, a ne marate sedanjosti. Tega, kar imate, ne marate, radi pa bi bili tisto, česar nimate. Ne glede na to, kaj čakate, v sebi nezavedno ustvarjate napetost, navzkrižje med svojim tukaj in zdaj, do katerega vam ni, in med namišljeno prihodnostjo, kateri bi radi bili. Zaradi tega je vaše življenje precej okrnjeno, saj vam sedanjost sproti uhaja iz rok. Veliko ljudi, na primer, čaka na blaginjo. Vendar ta ne more priti iz prihodnosti. Le kadar zares cenite, pripoznavate
in v celoti sprejemate resničnost, kakršna je v tem trenutku, pomišljaj, kje in kdo ste, te kar delate zdaj. Se pravi, ko povsem sprejmete to, kar imate, vas prevzame hvaležnost za vse, kar imate, hvaležnost za vse, kar je in hvaležnost za bitje. Hvaležnost za sedanji trenutek, za življenje v tem trenutku je resnična blaginja. In ta blaginja ne more priti v prihodnosti, a tam v času se vam lahko kaže na različne načine. Če niste zadovoljni z tem, kar imate, ali če ste celo zagrenjeni in jezni zaradi nesreče, ki vas pesti, vas to utegne motivirati, da se boste potrudili obogateti. Vendar, tudi če si boste nekega dne prislužili milijone, boste globoko v sebi še vedno čutili nekakšno pomanjkanje in neizpolnjenost. Nemara boste doživeli marsikaj vznemirljivega, kar si lahko plačate z denarjem, a vsa ta vznemirjenja bodo hitro minila ter za seboj pustile v vas občutje praznine in obenem tudi nujo, da si tešite vedno nove in nove duševne in telesne potrebe. Ne boste namreč čutili bitja, zato tudi ne boste čutili polnosti življenja v tem trenutku. Pa vendar, pomišljaj, samo to bi vam dalo edino pravo blaginjo. Odrecite se čakanju kot stanju uma, ki se imenuje čakanje. Ko se zaveste, da na nekaj čakate, nemudoma prekinite to čakanje. Vrnite se v sedanji trenutek. Samo bodite in se veselite v tem, da preprosto ste. Če ste resnično navzoči, nikoli ne občutite potrebo po tem, da bi na nekaj čakali. Ko vam torej naslednjič nekdo reče, narekovaj, žal mi je, ker si me moral čakati, mu mirno odgovorite, nič za to, saj nisem čakal, samo stal sem tu in užival, vesel, da sem. To je le nekaj običajnih preračunljivosti, ki so del običajnega neozaveščenosti, z njimi zanikuje sedanji trenutek. Prav zato jih zlahka prezremo, saj so sestavni del tako imenovanega v narekovajih normalnega življenja, tistega v narekovajih statičnega ozadja, ki pogojuje stalno nezadovoljstvo. Toda, čim bolj se boste urili v opazovanju svojega notranjega miselno-čustvenega stanja, tem lažje boste prepoznali, kdaj ste se ujeli v preteklost ali prihodnost, kdaj ste torej zašli v neozaveščenost, tako se boste potem lažje prebudili iz sanj časa in se vrnili v sedanjost. Vendar pazite, lažni, nezadovoljni jaz, ki temelji na istovetenju z umom, je odvisen od časa, kajti samo v njem lahko preživi. Dobro ve, da sedanji trenutek pomeni zanj smrt, zato se ga neznansko boji in se ob njem počuti ogroženega. Naredil bo prav vse, da vas bo odvrnil od sedanjosti. Trudil se bo, da bi vas zadrževal v ujetništvu časa. V nekem smislu bi stanje navzočnosti lahko celo primerjali z čakanjem. Navzočnost je seveda povsem drugačna oblika čakanja, saj zahteva vašo polno čuječnost. Prav vsak trenutek se lahko zgodi nekaj in če niste povsem pozorni in mirni, vam bo šlo iz rok. V stanju navzočnosti je vsa vaša pozornost zbrana v zdaj. Nič je ne ostaja za sanjarjenje, premišljevanje, spomine ali pričakovanja. Prav tako ni nikakršne napetosti ali strahu, samo čuječa navzočnost. Navzoči ste z vsem svojim bitjem, z sleherno celico svojega telesa. V tem stanju v narekovajih vi, kot tisti, ki je povezan s preteklostjo in prihodnostjo,
vi kot osebnost skoraj izginete. Pa vendar se s tem ne izgubi nič od tega, kar je količkaj vredno. Še vedno ste, kar ste, pomišljaj, kar v resnici ste. Pravzaprav ste celo bolj vi sami, kot ste bili kdajkoli. Šele zdaj ste namreč resnično vi sami. Preteklost ne more preživeti v zavestni navzočnosti. Vse, kar morate vedeti o svoji nezavedni preteklosti, vam bodo sproti razkrivali izzivi v sedanjosti. Če boste nenehno kopali po preteklosti, se bo kmalu spremenila v jamo brez dna, v njej boste vedno našli še nekaj novega. Morda se vam zdi, da potrebujete več časa, da bi razumeli svojo preteklost ali se osvobodili, povedano drugače, morda menite, da vas bo prihodnost osvobodila preteklosti. Takšno razmišljanje je slepilo. Edino le sedanjost vas lahko osvobodi preteklosti. Še več časa vas namreč ne more osvoboditi časa. Povežite se z močjo tega trenutka. To je ključno. Moč tega trenutka namreč ni nič drugega kot moč vaše navzočnosti, vaše zavestnosti, ki je osvobojena miselnih oblik. Zatorej se s preteklostjo ukvarjajte le na ravni sedanjosti. Čim več pozornosti namenjate preteklosti, tem več moči ji dajete in tem verjetneje je, da boste iz nje ustvarili svoj, narekovaju, jaz. Ne razumite me napak, pozornost je bistvena, vendar naj ne bo namenjena preteklosti kot preteklosti. Pozorni bodite na sedanjost, usmerjajte se na svoje vedenje, odzive, razpoloženje, misli, čustva, strahove in želje, ko se pojavijo v sedanjosti. Seveda se v vas skriva tudi preteklost. Toda, če boste zmogli biti dovolj navzoči, da boste vse to zavestno opazovali, ne da bi kritizirali, razčlenjevali ali obsojali, boste s preteklostjo opravili in ji z močjo lastne zavestne navzočnosti vzeli moč. Sebe ne morete najti, če se poglabljate v preteklost. Najdete se le tako, da vstopite v sedanjost.